Mečevanje, računstvo, ples, glasba, govorništvo, risanje, arhitektura, italijanščina in nemščina. To je bilo na urniku Žige Zoisa, ko je bil, recimo temu, srednješolec. Seveda v 18. stoletju, ko sta se on in njegov mlajši brat izobraževala v italijanskem semenišču, šolanje ni bilo omogočeno vsem mladostnikom. Vseeno pa je bilo to obdobje razsvetljenstva, ko je bil velik poudarek na moči razuma in izobraževanju meščanstva. Žiga so starši ob rojstvu imenovali Sigismund, njegov oče je imel korenine v Švici, premoženje pa se je na območju Slovenije ustvaril z izvažanjem železa, pridobil je tudi baronski naziv. Žigova mati je bila Katarina Kapus plemenita Pichelstein, hčerka rudarskega nadzornika. Tako sta se železarstvo in rudarstvo v družini Zois še bolj povezala, kar je pomenilo več dobička. Pri 18 se je Žiga Zois vrnil šolanja v Italiji v Ljubljano in začel sodelovati pri družinskih poslih. Poleg tega je veliko potoval in raziskoval. V domači knjižnici je imel več kot 4000 knjig ali zvezkov. Njegova zbirka mineralov, ki jih je preučeval, pa je bila takrat ena največjih zasebnih v Evropi. Po njem se imenuje mineral zoisit. Zanimali sta ga botanika in zoologija, posebej se je ukvarjal s človeško ribico. Veliko je pripomogel k temu, da se je v znanstvenem jeziku uveljavila knjižna slovenščina. Slovenščino je uporabljal tudi pri poslih. Ko je ohromel, si je dal izdelati poseben invalidski voziček. V svoji hiši v Ljubljani je gostil izobražence tistega časa, med njimi Valentina Vodnika. Tej skupini rečemo Zoisov krožek. Zois je bil njihov mecen, torej jih je podpiral denarno. Jih je pa tudi spodbujal in usmerjal. Prav tako je podpiral nadarjene mlade ljudi, ki so se izobraževali. Tudi zdajšnje štipendije, ki so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov, se imenujejo po njem, torej Zoisove.